Okay. Razmišljal sem, ko sem se pelil do tebe. Današnjo epizodo Opazovalnice spet snemamo pri Anžetu v Apparatus World Headquarters, S polnim nazivom, prosim. Ki nam odstopa studio za opazovalnico za snemati. Sem prav razmišljal, da sem jaz, ko smo začeli snemati Opazovalnico, da sem pol velikrat imel te uvodne medmete, ki sem mislil, da se bojo prijeli kot trademark, pa se žal niso, tako kot marsikaj v mojem lifeu, se ni prijel. Že niso vse fore zlata vredne. Lepo je, da moje življenjske tegobe opisuješ kot fore. Hvala, Anže, super. Lepo. In te medmeti so bili na začetku taki, pa se smo na začetku govorili o dobrih filmih celo, ne? In so bili ker sem hotel nekako z medmetom nakazati, kaj sledi v Opazovalnici. In danes je pa spet tist, pa dobro, se smo imeli dobre filme, kot je First Contact pa Star Trek 2009, ampak danes sem pa izrazito navdušen nad stanjem, nad stvarjo, ki jo bomo danes imeli v Opazovalnici. Kaj ti danes imamo na tapeti novo serijo po letu 2004. A obstaja podcast na tem svetu, ki se je bolj veselil tega? To je pa zdaj Veselil je močna beseda, pazljivo pričakoval. Ja. Tako. V bistvu, kaj sem hotel reči, je to, da je zgodovinska oddaja. Dejstvo. Zdaj, ki si to na hajpu, napreden greva na vsebino. Dej povej admin, Jure. Sem že mislil, da me noš. Ne pozavem iz tega. A se to prijema že med drugimi podcasti? Vse. Okay. Ta podcast je zastonj. www.apparatus.si/podpri. Hvala. In še dodam smo in noben klical. Vi imajo pomšljuk nam pomagati, ko je zdaj. Zdaj sem dobil že v iTunesih, sem dobil že na Apparatus, se pravi na moje intervjuje, sem dobil oceno, ta zadnja je naslov, mislim je subject line od ocene, a je to zastonj vprašaj. Ne, to je... Vse prijemljeno. Če je kaj za namajico, je to za namajico. Včasih kaj rečem... Se pa tudi prime, ne? Te fore pa to. Dobro, nisem to mislil. Včasih kaj rečem, pa zveni, kako je pa to, kaj je pa zdaj to cinično rekel, kaj je pa to. Ampak, pusti času. Čas je sito. Okay. Za te zlate nagete, ki jih Godler spušča. Med vsem plevelom sicer, ampak ne. Čas pokaže. Tako. Pa pustimo te malo bolj splošne, ne tiste, ki o sužnjih govorim. Ne, se hecam. Napreden grejo na Star Trek. Moram v maniri tega podcasta, ki je ratov več kot Star Trek podcast. Meni ljudje govorijo, sprem poveš. Komi čakamo novo Opazovalnico in dejansko res poslušajo. In se mi smejo, rečejo, sam, ko začnete v Star Trek govoriti, pa izklop. Ampak to, mi dva se drživa na začrtani poti. Mava Bering. Bering je. Rekla sva 32 epizod nazaj, sva rekla engage in nisva šla še iz Warpa. Nisva šla. Zdaj pa naprej grejo na Star Trek, da zadovoljiva vsaj polovico ljudi, ki tole poslušajo. Ti meni pisma pošiljaš. Točno. Zdaj sem se spomnil, da sem ti pa poslal. A si dobil to? Nisem nič omenil. Za nalaž nič ne omenam. Dve vrste sta zdaj prišle. Zdaj mislim, da to sem dobil, se pravi, mislim, da 3., 4. in 5. pismo od tebe. 4. in 5. sta prišla skupaj. O tem bova govorila bližje Star Treku. Ta 3. pismo je prišlo do tebe. Je prišlo do mene. Presežem, da ta teden. A ti mene hec. Zdaj pa, a boš razložil pač, kaj to pismo je točno? Jaz sem bil na enem izmed mojih poletnih potovanj v Benetkah, znano mesto na vodi. Znano mesto na vodi. No, kakorkoli že, na tem svojem potovanju sem obiskal eno parfumerijo, Santa Maria Novella. In to zelo dolgo sem še želel tja iti, ker je samo v Benetkah žal. In jaz sem tam nabavil eno kolonsko vodo z okusom granatnega jabolka. A ti veš, ko sem
se to sliši. Sem ta stavek. Prvo, jaz sem šel v Benetke, kaj je bila Santa Maria? Novela. Santa Maria in potem sem v Kolonsko z vonjem granatnega. Okay, sorry, Gre za Kolonsko, ki jo je imela Eva Green. A je bilo ime tako, so igralki iz Vesper iz Casino Royale. Iz Casino Royale, k Bond na koncu, ki je na barki, ki je ona že mrtva, ki brska po njeni torbici in je noter. Melograno se imenuje. In to sem skupil in v hotelski sobi sem imel eno razglednico, kolikor pomnim. Ja. Vino je bilo v igri, ne se hecam. Ampak ne, in jaz sem... Ja, ker čigave so bile ta šminke in usta na pismo, to si upam reči. To je bilo tudi gor. To je bilo tudi gor. No, kakorkoli že, dobil si naparfumirano razglednico. Ja. Z poljubom. S poljubom in napisom you twat. Safe to say, da se jaz ne šminkam čez teden. Samo v Benetkah. Samo v Benetkah, okay. In jaz sem tebi to poslal in dej mi reči, jaz sem si mislil, ne, sem rekel, bom mu tole poslal, bom to naredil, pa sem si rekel, če bi jaz dobil en parfumirano pismo, bi znorel od sreče. Tvoji odzivi do zdaj so mi dali dobro vedeti, da ti nisi. Ne, škaj meni super. Kaj je? Jaz imam na kaselcu uno nalepko, ne dajajte mi promo materijala v kaselc. A veš tista nalepka, ki jo lahko nalepaš? Pa ni izgledala kot promo materijal, tak razglednica. Ne, to ti hočem čakaj. In pač več ali manj, kar dobim, so pač položnice. Ne? Aha. Jaz ne dobivam pisem, načeloma. Ja, ok. Pa mi je v bistvu kul, ker ni nazga noter. Aha. In to mi je polepša mi dan, to hočem reči. Zdaj imam pač homoerotičen moment. Vse. Excellent. Ja, ampak mi dejansko, ampak je pa res, da jaz nimam tega, ni bonton to, jaz nisem tak aristokrat, kot ti, no, da bi vedel, da moram te stvari povonjati. Jaz pač to odprem, pogledam, ne, ker očitno je to cajta potvala, ne. Ampak je nehal dišati. Ne, je dišala, ampak res si jo mogel dati zraven. Okay. Je bil von, nič nismo stali, ampak tako, jaz nimam sam te, na kraj pameti mi ne pride, da bi pismo odprl in ga povonjal. Položnice nima. Položnice imajo von po depresiji. Ja. No, joj, to, kad sem te hotel vprašati, a si ti to dobil ali ti nisi tega dobil? Ja, ampak jaz tega nič ne rečem, ker čakam na te trenutke, ko snimava. Hišno številko sem takrat pač falil za par cifer in enostavno je prišlo vino je bilo v igri. Vino in šminka. To je to. Tako da, zdaj četrto in peto pismo, ki si ga poslal. Ne? To je pa zgodba za tem. Zgodba je pa ta, da sem doma arhiv gledal. In... Arhiv česa? Imamo svoj arhiv. Svoj arhiv, stvari, ki sem jih pisal in sem našel noter stationery iz Paramount Pictures lota, konkretno iz Hard Building 5555 5555, ne vem, kako se točno ulica imenuje, Melrose Avenue. Okay. In ena je bila iz Star Trek Voyager. To sem je kar smejati začel, ker sem to videl. To je bilo top. Prav noro sem rekel, kaj jaz to imam? Sem rekel, to zdaj treba nekaj napisati in pol sem takoj napisal in poslal. Sam znamke ne grejo s pismom, ne. Slovenija pa ptiček gor, pa 40 centov. To je malo kazi. Ne, ker je dejansko kuverta in papir sta od Paramounta. Tako, pismo papirja ima pa sploh, ima gor glavo, celo telefonska številka, upam, da ni sklical. Ker tam me naštel. Tako da cenim, no, to sem hotel reči, ampak sem hotel ta moment deliva tudi s poslušalci opazovalnice. To je pa prišlo, hočem reči, prišlo do tebe in ni za vstran, ker je stationary. Ja, to je zdaj že spet vsa tvoja pisma hranim na enem mestu. Ja, tako da. To je pa lepo. Zdaj, tako kot v filmih bom imel škatlo od čevljev, in noter korespondenca. Polga, veš, ti pač, polka v šmrtu, če ne 100 let, ne. Pa resmo, da jaz kasneje, ki ti umrem. Recimo? It's my hunch. Ja. Glede na live fast, die old.
Ti boš že mrtev neki cajt, Ko? ne ti boš neki cajt mrtev, pa jaz umrem, ne? Ja. In pri meni najdejo ta pisma. Razumeš, in pol bom jaz v bistvu znan ratu po smrti šele samo kot človek, Ki je imel, ki je imel pisma Jureta Godlerja. jaz pa mislil, da boš glih toliko živ, da boš prav vnukom ali pa tistim, ki bo z RTV prišli snemat za vikend paket, da rečeš, veste, to je pa včas dišal. To je pa dišal. Torej, the Byron letters. Ja. Isto, tam. Oh, God. Malo sem inspiriran. No. Pred kratkim sem kupil, to je zdaj bo eno leto, no, že so izšla vsa pisma Samuela Becketa v 4 ogromnih, debelih teh in pogrešam malo to noto. Mail je strogo funkcionalna, operativna stvar. In pa še to ni več, ker ljudje ne znajo mailov pošiljati. Ne? Pa še to ni več. To je, vsak mail je narejen ne zato, da so še nekomu spovedal, ampak zato, da moraš nekaj sporočiti. Pismo je pa pismo. Ne? Pismo je drugačno. Se strinjam. Jaz nisem lizu, jaz imam uno, ki pritisneš. Kaj imaš? Ki si prste zmočeš, gobico. A gobico imaš? Ja, če listam knjigo, pa ne maram lizati prstov. Včasih si pa. Razen za vikend. Razen za vikend, če sem v Benetkah, slučajno. Elvino did flow. Elvino did flow, ja. Ja. Oh, God. Se pravi, uno gobico, ampak. A ni ta gobica dejansko samo za listanje? A to s tem potem namočaš? Multifunkcionalna je, znamke lahko na gor. Za znamke vem, ampak nisem vedel, da lahko tudi koverto tam, da lepilo sprožiš. Ja, jaz to ne ližem, jaz papirja. Dobro, to je zdaj spet kozi. Ja, razen če sem v Benetkah. Naslov podcasta, razen če sem v Benetkah. Oh, God, okay. Ali pa samo, ko si v Benetkah. Ko si v Benetkah, to je že boljše. Ej, veš, kaj me zanima? Yes. Ker so že pri Benetkah. Ja. Koliko so turist trap? Ker jaz še nisem bil v Benetkah. A to? Koliko je, a veš, res me zanima. Pa jaz ne govorim, dal sem več denarja in šel sem za vikend v Benetke. Jaz ne govorim o tem, jaz to razumem, da obstaja. Mene zanima, ko ti tam naokol hodiš, koliko te dejansko oderejo na vsakem koraku. Ja, jaz mislim, da je približno isto, tako kot povsod. Ja, a ni več bolj, tako ne. Jaz mislim, da ne. Dejansko mislim, da ne. Zdaj, koliko te oderajo, zdaj mene pride drago iz enega samega razloga in kaj je, da jaz ne grem na tisto barko, na tisti njihov avtobus, tako rekoč. Ne. Jaz se s tistem ne bom vozil. Jaz se s tistem ne bom vozil, kako se ljudje danes obnašajo, to je, mene ne čudi, da gre svet v 3 PM. Ja. Mene ne čudi. To te zrinejo tam dol iz raja. Raja. Ja. Zdaj sem to, kar si ljudje predstavljajo, ti tukaj sediš v rekelcu pa kravate. No, v glavnem res ne brzdane. In zakaj te pol dražji pride? Dražji ti pride zaradi tega, ker private transfer je dražji. A veš, če greš, ne vem, če priješ z avtomobilom do parkirišča, pa greš do hotela z private transferjem, je takoj 100 evrov. Ne? Oh, wow, okay. A veš, zdaj pa mal preračunaš pa pol. Raj 100 evrov, kas folkom na avtobus vodni. A to pa ja. Ne, to pa. No contest. Ne ker imam, jaz sem bolan, jaz sem psihično bolan, jaz tesnobo dobim, ne, ko me. Howard Hughes. Sem mogel prijeti z Klemnom Bunderlo pred poletjem, oziroma na Roštiljado smo bila, veš, koliko je bilo tam ljudi. In tam so se v enem momentu vsulo okoli nas in sem se mogli slikati. Nisem jaz Marjan Šarec z avtobusom od mesta do mesta. Ko so že pri Marjanu Šarcu? Ja. Jure, malo pa nekaj, kar je navezano na opazovalnico zapovedati. Ne? Marjan Šarec gleda Star Trek. Gleda Star Trek, ne. Tako da če naslednjega gosta po Jožetu Robežniku, mislim, da greva stopničko više Šarcov. Yes. Ker je danes napisal, ne, da bo delal svoj dnevnik in je rekel, tako kot v Star Trek, saj poznate, kaj ne? Ja. Poznamo, Marjan, poznamo. Tako da, ja, veš kaj, zdaj, a veš, ne vem, koliko zaupava politični situaciji v Sloveniji, ne, ampak dejansko, če bi ga slučajno navabila napreden, potencialno rada predsednik, ne. A veš, ne.
A to pa ni slaba Oportunistično, ne. To pa ni slaba ideja. Tema izključno Star Trek. Star Trek, To mu je treba reči, to je pogoj. tako. Nič, kaj si ti v Kamniku pozidal, Ne. razumeš, kjer pločnik ste naredili. Ne. Samo kjer je tvoj najljubši kapetan, To, okay, najljubši vulkanc. to, A znaš reči live long and prosper s prsti? to najljubše epizode. Hard hitting questions se temu reče. Točno to. To bo kot hard talk na BBC-u, samo Star Trek. Against karate. To. Ne, super. Ja, ja. Ja, bomo mu pisali. Ja. Bomo videli. Boš poslal eno pismo. Pismo bomo poslal, ja. Ja, to, No, imaš še kaj tega stationarja od Star Treka? ne, tep sem edina dva poslal. To pa zdaj pa goddamn. Enega še nisem odprl. Ker sem prvega odprl, Aha, kjer mislim, ga da si? Voyagerja sem odprl, Deep Space Nine pa Deep ne. Space Nine pa še nisem odprl. To mi je pa zdaj, ker vem, da je to ta zadnji, za ničega Ja, bom. ne, odpri, ker not sem tam pod PS sem napisal, da nisem polizal koverte. Da ne bi delal EU. Ja, ne takrat, ko sem dobil šminko, poljub. Ne. Mislim, tiste pa prav doživeti bilo poslano in vse. Okay, no. Santa Maria Novella. Santa Maria Novella Ja. je firma, ki je danes ni tako komercialna, naredili so jo pa menihi, ki so prišli iz Dominikanske republike leta 1200 v Italijo. In so tam delali zvarke lekarniške in so nekaj časa delali samo zdravila. Aha, pol so šli na parfum. Tako, potem so šli pa na kolonske vode in na parfume in na zelo naravne vodice in priporočam, res priporočam obisk te kako bi Iz rekel, Dominikanske republike, to Tako. pa je connection. Okay. ja, to so bili posebni menihi in potem so to delali in tam dobiš vse, tudi tako imenovan podpori, to je pa v enem takem škrniclu, prav travniške bilke nabrane, posušene, daš v prostor in ti prostor osveži. Hvala, ker si mi razložil, kaj podpori. A toliko sem low pri tebi, pravi, da ne vem, kaj podpori. Res. Okay. Ja. Poglej, Poglej, Anže, to je vilica. Ne, to si me ti naučil, da razložim. Zdaj sem tudi povedal za Šarca, ni vsak vedel, da je rekel, da snima dnevnik. Ne? Ja, to je res. To, je res. To nam je Urša dala učiti. Ja, ne? je To tako. treba povedati. Ona je poslala in sem se kar nasmejal. No. Ja, jaz tudi, ja. To je bilo, ker nisem vedel, kaj berem točno. ampak Ja. Ja. Star Trek Discovery. Star Trek Discovery. Ja. Ne, lahko jaz tudi eno stvar povem, ker si jo ti že malo na začetku omenil. Absolutno. To je nova Star Trek serija. To je nova Star Trek serija in to je. Ja. Jaz sem bil, veš kaj je fora? Vedel sem, da prihaja, mi dva podcast o Star Treku delava. Ne? Ja. In polk je dejansko zdaj prišla, sem bil še zmeraj, o moj bog. Ja. A veš kaj mislim? Ni bilo tako, da že pol leta vem, da to pride, recimo, ali pa en let. Ne? Ja. To sem rekel, zelo sem ti napisal, ko smo se pogovarjali prek Facebooka, what a time to be alive. Ja, točno to je. Je Star Trek Enterprise, zadnja Star Trek serija, ki je bila konec leta 2004. In ne samo to, končala se je zelo neslavno. Ja, Zadnja epizoda je bila imenovana These Are the Voyages, ki ste jo napisali Rick Berman in Brandon Braga in ste imela po roki, mislim, da že v drugi sezoni, ker so se bali, da bojo skenslali. da bojo še hitreje skenirali, kot so jih. In sta imela po roki skozi, in to je res slaba epizoda. Ja, jaz sem ji takrat malo pravičil, ko sem jo gledal, ampak ni dobro. No. Res ni dobro. Glede na to, da ta zadnja sezona je bila v bistvu najboljša. Ne? Ta zadnja sezona Enterprise je bila božanska, za moje pojme. Ja, res je. In upeljali so takrat nekaj, česar ni bilo v nobeni seriji prej, to je, oziroma lažem, v Deep Space Nine je bilo, ampak niti ne tako. Tam je bila ena ta storyline, ki se je vlekel skozi vse sezone, to je bil ta Dominion Wars. Pa to, ja, in tam je bilo drugače. Tam si lahko imel en story arc, ki je šel 3 dele, ampak so bili te 3 deli tako narejeni, da si lahko gledal vsega posebej, oziroma tretjega najprej, pol drugega, pa pol prvega mešano, če bi šel ti zdaj gledati. Recimo, ni bila panika. Ne? Ni bila panika, vedel si, zakaj gre. Tukaj so bili pa zelo strogi, to je bil v bistvu film iz 3 delov narejen, ki nisi mogel drugega dela. In zdaj, ko rečeš, da je bil to film, ne? Ja. Ta Discovery, ne? Ja. To je, mislim, jaz ne vem, nisem vedel, nisem znal tega obesediti, ko sem gledal, ne? Ampak CGI, ne? Nam rekel, da je vrhunski, vrhunski res ni. CGI, kaj konkretno misliš tem? Ker tukaj je v bistvu, kaj je bilo? Fajti v vesolju. Ja. Tam ti si še ok, nekaj. Ja. Se vidi, da sem pač malo šparal, ampak to čisto prostim. Vse, ampak, ko gre ta Michael v
Spacesuit, ne? Ja, Ja, a Michael te moti. jaz ne bi tega nikoli razumel. Zgodovina Star Treka, ok, Spock, Ja. Picard, Riker, Sisko, Janeway, ko je pa una ženska z moškim imenom. Zakaj? Ja, zakaj nima Panči imena? Zakaj ni Mišel? Ja. Ne, pa še nek tak bi mogel biti. Ja, neki. Neki bi mogel biti, to se strinjam. Ja. No, ampak o tem kasneje. Ja. Govoril si o CGI. Ja, CGI je v bistvu dokaj dober. Ja. Res ne bi rekel, da je vrhunski, ampak glede na scope, ki so to delali, mislim, to je film, Noro. te dva dela. Ja. To je, mislim, že ta prvi kader, ki hodita po tisti puščavi in pride ladja skozi pač nevihto, ne, Ja. se bolano. Tiste noro. Ti se bola. Ja, ne, zato sem hotel to samo meniti, zato ker si rekel, ne, 2-4 se je en trenutek Ja. skončal. Ne. Mislim, pozabiš, da to tudi lahko dela, da je v bistvu, a veš, da lahko več zdaj z računalniki delajo. In pa upaš, da bodo to izkoristili. Ne. Ja, In zaenkrat so to izkoristili. to je 100% res. Mislim, what? Ker, če dejansko, no, čeprav po drugi strani pa spet 13 let je minil, ne? Lej, ja, se čist strinjam, ampak lej, hočem samo to povedati, da pač jaz nisem vedel, kva pričakovati. Ja. Veš, da bo 10 delov, a veš, tam gledaš neke previewje, kaj bo. Čak, mi smo gledali en trailer. Ja, Še na Twitterju smo si pošiljali trailer. tako, trailer, ja. No. Tam je zgledal veliko slabše vse. Jaz tisti trailer gledal sem Veliko slabše. Ja. nadgradnja Beyonda. Ja. V slabš. Ne, to, kaj nasproti od slovensko beseda od nadgradnja je? Je, ne vem, regresija? Recimo, ti zdaj take besede uporabljaš, ko hodiš na Rekonstrukcijo, na kaj hodim? na rehabilitacijo. Okay. No, Ja. tisto, kar smo gledali, sem ti zgledal, sem rekel, joj, ne, sploh imam slab okus na jeziku po zadnjem filmu, ne? Ja. Beyond, ampak zdaj, ko je prišlo tole ven, sem se usedel in začel gledati Star Trek, sem rekel sam, wow. Meni je to hitro minil. Ja, Meni je prvič po ne vem koliko cajtu, da sem gledal Star Trek serijo ja, in ko je bilo konc, sem bil tako, zakaj konc? ja, Zakaj tega konc? exactly. To je noro, res tega feelinga nisem imel Ja. po teh najboljših epizodah Voyagerja, gremo tako temu reči. Yep. Okay. Kaj je ta prva stvar, ki me je razveselila? Čakaj, mislim, da je, by the way, začne se v puščavi. Ja. Potem so pa opening titles. Sam ta prva nota, a je treba še kaj reči. Eden, ki je Star Trek gledal, je naredil špico. Jaz sem sam dol padel. Ja, pa to je lepa. Wow. Jaz, ki ne vem, kdaj bi nazadnje tako lep. To je meni primerljivo z opening titles od Johna Oliverja. Ja. Tisti je meni tako lep izdelek. Ja, se strinjam. Ta clean, Ja. arhitekturni, Minimalistično, zelo. ampak polno po vsebini. Ja. Tle ti kaže artefakte. Ja, pa klingonanke, pa tako, noro je. No, jaz sem tok pav, jaz sem jo še enkrat šel gledati, jaz sem prevrtel, mislim, ker sem konc bil, sem šel še enkrat pogledati, tok mi je kul. Pa musko, jaz sem gledal. Nek zelo hiter featurette sem videl, mislim, da en teden prej, ki je govoril skladatelj te glasbe. Aha, ok. In mi je zvenel pretenciozno, in sem rekel, kaj boš ti spet na možgu, en wannabe, ki je padel slučajno v nekaj, kar ni nikoli gledal v lifeu. Ja. To je bolano, kar je naredil s tem. Res je dobro. Jaz moram reči, da recimo, meni je bila od Voyagerja theme, ne? Ja. Mi je bil tako kul, cool, ampak je bil zelo 90s. Ne? Tiste je vsem najboljši. Ampak Ever. kar se serije tiče, sorry, od Voyagerja theme, ampak tale ne bo nikoli tako dober, ker ni tako močen, ker je zelo podlaga je. Oni bolj izstopajo, ta je zelo podlaga, ne? Absolutno. Ampak je pa to je Star Trek, stari. To je tekstura Star Treka, je ta theme. Jaz mislim, da tako kot je ta, tako 100% kot je ta tukaj zadev, je Diane Warren leta 2001, oziroma naj zapela, tisti nekdo drug skomponiral. Gremo jih ne omenjati, ljudi, ki so naredili od Enterprise komad. Okay? Je pa ta muzika narejena zelo v stilu današnjih eksperimentalnih skladateljev svetovnih. Ne vem, če si vedel. Ne. Ljudje kot so Max Richter, Steve Reich,
to lahko damo mogoče v pombe. Okay. Si bo poslušal, to je glasba zelo podobna njim in to je neka tema, ki se konstantno ponavlja in tako se tudi tukaj ponavlja. Konstantno je ena tema v godalih, ne, po tistih uvodnih notah, pa tam, ko pokaže, kako so to dobro naredili, based on an idea, oziroma based on Star Trek created by Gene Roddenberry. Tam se pa se pojavi. Bravo, to je... Ja, jaz ne morem, dost perfekt je. Ja. Pa ne samo, da je dost perfekt, v bistvu je dober je. Ja. Ne za Star Trek dober, to je dober title sequence. Dober title sequence je, pa to, kar smo se že takrat pogovarjali, da je umetnost, da je nekaj, kar bo moderno vedno in to je ena teh del, ki bo moderno vedno. To bo ostalo. To bo ostalo. In je noro, ker je čist druga estetika, če tako gledaš. Ne? Totalno druga. Šlo je stran od unih vesolja in fonta. In, mislim, jaz sem bil tok paf, res že dolg nisem bil tok paf. No. Pa ne samo to, ampak to, kar si zdaj rekel, da je šlo v stran od tega, celotna serija ima ta vibe. Ja. A si ti imel zelo ta, v bistvu, kao retro, ampak ne toliko retro, ne ta arhitekturna scena, veš, to se zgleda meni iz 50-ih, te skice pa to, ne, zelo tako, veš. Ampak cela serija je tako kao retro, ne, ampak v bistvu ni, dejansko to je modern Star Trek. To je to, kar bi mogoče lahko te J.J. Abrams filmi bili, ne. Ja. Če bi se šel straight Star Trek delati, če ne bi šel tam morajo blockbuster delati, tako da to ni za zameriti. To je drugo. Kle na TV-ju, to je to, ne. Jaz sem se najbolj klebal, ker je že spet prequel. Ja. To mi je bilo najbolj mešano. Pejte že naprej, pejte še enkrat, pejte še naprej od The Next Generation pa Voyagerja. Še kasneje ne bo, pa da vidimo, kaj se je Star Trekom takrat zgodilo. Ne. Ampak že spet so šli kao nazaj. Ne. Ampak Bridge mi je fenomenal, ladja mi je lepa za PP. Okay, ladja mi je, jaz sem mislil, prvo nisem bil neki šur, ampak ta ladja je meni top, res mi je top. Je. Pa tudi, veš kaj opažam, ne? Zdaj, ki si rekel, da vibe te celotne serije nove je tako narejen, da je zelo, ne immediate, ampak kako bi rekel, zelo je down to vsebino, ki je zelo immediate in ni bigger than life. Ja. Kljub temu, da je razdeljen, mislim, da na 4 akte. Ja. Ja. Mislim, da je vsaka epizoda bila 4 akte. Ja, več ali manj. Ja. Zmeraj je bilo na koncu. Ja, to je res. Tako, ja, tako kot je bil Enterprise, ampak Enterprise je bil pa krat prva serija, ki je bila narejena v 4 aktih, za razliko od 5, kot so bile vse serije prej, se pravi Deep Space Nine, Voyager, pa Next Generation, pa ne. In tukaj ni več tistega tipa, ki je zdržal celo do Enterprisa, tipa pisanja Star Treka. Zelo, zelo, zelo jasen teaser, zelo, zelo jasen zaplet v prvem aktu, v drugem, tretjem in naprej. Tukaj zelo hitro pada v en osnovni problem in potem je zelo... In se pol rešuje, točno to, in se pol, ni unga začetka, kjer vsi sam malo hodijo naokoli in so ok, a ne? Čist drugačen že vibe. Že prvi je bam in pol na juriš. Čeprav kaj meni top, ne? Ena malenkost, ki sem jo opazil in je valjda točno tako narejena, ne? Se pravi, Michael. A smo že pri likih? Ne, jaz bi sam na like šel, ampak ena stvar, ki jo res treba omeniti. Pa ta, kaj Dex, kako je ime ta alien, ki je res dober. Pozabil sem ime. Ja, ker nisem še doskrat videl, zato sem pol naučil sprot, nima veze. Ja. On, Michael pa kapetanka, ne, se vidi, kako se kregajo. Ne. Ja. Takoj so trikotnik vzpostavili. Ja. Takoj so ga vzpostavili. Ja, ker je to Star Trek, ker tako more biti. Ker morate se unadva podjebavati, ker mora biti tu mal, a ne, on je science officer, pa se tam mal butata na konzoli, kdo bo kaj naredil, ne, pa pol je kapetan, ona je pa kao, dela, nekaj, da se zabavati, ne, ona posebej, ne. A veš, pa te omaži Krku, pa Picardu, močem bolj Krku, that's the diplomat in you talking, what does the soldier say, to je vse vrhunsko, mislim, to je za nas narejen, ne, to veš, da je za nas narejen, ne. To je noro, ne. No, in če smo pri likih, vse lepo in prav, v prvem delu jaz ne prebavljam najbolj tele. A ja, ta star, jaz bom pa tako rekel, Michaela. Jaz ne prebavljam. Ja. Zaradi tega, ker se mi zdi, da se mi je napaka zgodila. Ne? Ta lik izpade totalno ihtav.
To je zelo ihtav lik. Ja, ok. Ihtav lik, ki se obnaša tako brez glavo, kot se je na zadnje ne vem kdo v Star Treku. Ampak veš, zakaj pa meni? Mene pa dobra premisa, da je ona človek, Ja. ki so jo vulkanci samo vzgojili, veš, da ni pol. Meni pa to dobra fora, všeč mi je, da so Sareka noter upeljali, to se mi zdi top. Ko je bila ona v tistem jarku. V Bowli, ja. Tisti videl, aha, ok, kva bo naslednja stvar, zih bo Sarek prišel. A res, Presežem. ja. In evo. Ampak ni dobro, da je Sarek un connecting tissue, zaradi tega, ker on je bil pol in the next generation, bil je v original seriesu. To je vrhunsko, v filmih je bil. Ne? Sarek je vrhunski lik. Ja, točno to. In tega modela, ki so ga kle najdel, on je meni top, da ga je nekako videl iz tega. Jaz ga tudi poznam. Veš, kjer je, točno to, veš, kjer je ta človek. Ja. Daš mu vedel imena v življenju, ampak ga veš reči, to so oni dead guy, igravci. Ja. To je bilo meni topno. Kar se njenega lika tiče, ne, od Hasselhoffa, ne, Michael. Ja, jaz bi sam počakal, ker mi je všeč ta premisa vulkanci, Klingonci so ji ubili starce, ker je valjda pol prijava do Klingoncov, ki so pa mogoče najbolj prijetno presenečenje zame. Bolano. To je, koliko so klelo, oziroma a je trailer toliko mi spustil pričakovanja, da sem bil toliko vesel, da karkoli funkcionira. Ampak meni pa všeč mi je ta ark, pa to, da je ona rekla, jaz sem vedela, da ko si prišla, ne, so te v bistvu vulkanci, so ti ta zid okoli tebe naredili, sem mislila, da ga bom lahko podrla. Meni je to vse dobro. No. To je vse Star Trekovsko. Bomo videli, malo veliko so je dal na ramena kot liku, ona mislim, da sicer super odigra, res super odigra. Dobro odigra, kar je. Ona je bila meni zelo všeč od The Walking Dead. Ti The Walking Dead nisi gledal? Ne, tega pa že nisem gledal. No, jaz sem The Walking Dead gledal. Jaz sem takrat gledal Lovejoya glih, ko je bil Walking Dead. The Walking Dead še obstaja, stari. Poznaš Lovejoya? Ja, poznam. No, Lovejoy pa ne obstaja več. Ja. V glavnem, hotel sem samo to reči, da bomo videli, kako bo šlo zdaj naprej. No? Ja. Ker zaplet je pa relativno ok, gre tako. Spet so Klingonci. Hvala Bogu. Hvala, to je Star Trek. Absolutno. In te prizori, kjer so Klingonci not, kjer govorijo, kjer komunicirajo, kjer so. To je boljš narejen, ker je bilo narejeno The Next Generation. To je boljš narejen, ker je bilo kjerkoli v Star Treku, zaradi tega, ker imaš prvič res občutek. Ja. To pa niso igravci, ki bi šli popoldne igrati še guest star v eni drugi seriji. Tle smo pa res v neki vesoljski ladji, ki ni z Zemlje. Ja. Itak govorijo skozi. Tok so nezemeljski in zastrašujoči, da jaz ne vem. No. In uno šot, ki so ga dali v trailer, jim ne dela usluge. Ker je maska top, kul zgledajo, nič jim nisem zameril. Dialogi so relativno brutalni in kar mi je bilo pa najbolj všeč, ta glaven Klingons, ki sproži, ki bo združil vsa plemena, to mi je tudi super, da se z Empireom obada že spet z notranjo politiko, Klingon Empire, to se mi zdi fenomenalno. To je bilo najbolj, to sem se pogovarjal, to je bilo najbolj v The Next Generation. To je bilo najbolj. Worf epizode, come on. In to je bila ena izmed najboljših epizod Enterprise, ko je bila tri-part story arc o Romulancih. Isto, kot imaš te politike, ker vidiš, da je. Kaj je world building? To je tako staro, črpa iz toliko različnih virov, ki niso zgubili tekom let, pa tekom teh serij kohezije skupaj. In tako dobro dela. Ne vem, to je bilo tako prijetno presenečenje. Jaz nisem mogel verjeti, pa to, da njega kot Tamauga kažejo, da so ga pretepali, ker je njegov fotor bil včasih, očitno imel eno od hiš, plemen čez, pa je pa umrl. Mislim, what, come on, no? Pa ta stara ladja, pa krstena ladja, pa to je vrhunsko. Res je dobro, zastrašujoče, pa napisanje na ta način, da ti je. To so pa tisti momenti v Star Treku, ko je tisti moment, ko je panika. In ta moment panike doživiš samo ko eno stvar v Star Treku gledaš prvič, pa nikoli več. Ja. Se spomniš, ko si prvič gledal Best of Both Worlds? Ja. To je moment panike. Ja, dejstvo je. In isti moment panike je tukaj na koncu, ki jih tok še pride, konc prvega dela. Ja. Vulcan Hello, ali ko se že imenuje. Vulcan Hello, ja. Ko pride tok ladij drugih in
ki jih obkrožijo in to je spet tisti moment, da rečeš, Star Trek je nazaj. Ja. Cool. Ja, nič slabega. Ne, Nič slabega. nič slabega, prav fajn. Veš, kaj meni zdaj? Še eno stvar sem hotel Ja. reči. Top mi je tudi, da zdaj to je spoiler, če še niste gledali. Pač res ne, zdaj nismo nič tazga povedala, to je pa res spoiler, tako da res, če niste gledali, ostavite. Sem dam še, ne res, ki je super fora, pa je res ne, ampak gled, pač mi smo to gledala in da ta umre, ne, da postane mučenik, točno to, kar je ona rekla, pa ona ga ustreli. Pa ona na Facebooku, kar se mi je zdel top, da iz stand to kill, ne. Ja. To je tako dobro, jaz nisem mogel verjeti, da to je boljš, kot polovica filmov. Te dva dela. Ja, je res. Sorry. Boljša polovica filmov. To, če bi bil film, jaz bi mu dala nad 7, bi mu dala mirno. Mirno bi mu dala. Takoj. Če bi ga v kontekstu filma gledala. Tu se strinjam popolnoma, kar ni dobro za podcast, je fajn, če se ne strinjam. Jaz sem gledal 2 dela Star Treka, enega za drugim, pa mi je bilo žal, da je konc. Ja, jaz nisem mogel govoriti. What? To je to? Pa ne me hecat, no. Ampak če se vrnemo zelo na hitro k uvodni špici, kaj je mene prva stvar, ki me je res veseli? Dobro, Nicholas Meyer, sem videl ime povezano s to serijo že prej. Ampak jaz sem rekel, ok, v redu. To sem ti jaz tvitnil. Ti si tvitnil, ja, exactly. In takrat sem bil že vesel, sem rekel, cool, nekdo, ki je nekaj dobrega naredil, bo tukaj zraven, po moje ne bo glih slabo. Pa sem pa videl še eno ime, ki me je pa še bolj razveselilo. Ime, ki sem ga nazadnje videl v seriji Voyager. Povej. Joe Menosky. To moraš še meni razložiti. To je človek, ki je prišel po isti poti v ekipo pisateljsko Star Trek The Next Generation, ko so imeli odprte leta 92, 91, 92. To, kar je tudi Jure Goldner probal. Ja, veliko kasneje. 93. In on je prišel, mislim, da so prišli, da je bil isti batch ljudi, ko so dobili Brennana Brago, Ronald D. Moorja, pa Joe Menoskyja. Okay. In to so ljudje, ki so dejansko furali, pa Michael Piller. Se ni hotel reči, če je Piller. Ampak on ni prišel iz iste poti. To so bili nadobudni pisci, ki so hoteli pisati TV, ne? Piller je bil pa že showrunner takrat, že dolg časa. In Joe Menosky pa skupaj z Brennanom Brago je pa napisal toliko dobrih epizod za The Next Generation, tudi sam, za Voyager, tudi za Deep Space Nine, da samo ko sem njegovo ime videl, sem se tako razveselil, ker ta človek ima tak feeling in vse njegove epizode so bile tiste mal creepy. On je napisal, recimo, se spomniš epizode Masks iz The Next Generation, to je on napisal. Ok. To je že druga polovica TNG-ja, ki so eksperimentirali že malo, že malo hipijada. Ampak takrat ene par tam je to in Masks je ena od teh. Frame of Mind. Ja, ok. Se nima malo Frame of Mind, ki je Riker v eni igri. Se spomniš? Je Frame of Mind ali ni? Je, 100%. Pogooglem za nalaž. Veš, da nazadnje, ko sem googlil nekaj, ko sem midva hotela vedeti, sva nagegate gledala. Aha, izhod za penis na hlače. Ja, Wi-Fi sva, ne? Mislim, da sva Wi-Fi. Točno. Ja. Frame of Mind. Je Frame of Mind. Kjera genial. To je Braga napisal, ne? Čakaj, da vidim. Mislim, da je Braga. Ja, to je. No, je pa... Jaz sem čakal, a ga boš omenil ali ne, ali bova šla mimo. Zdaj pa mora, naprej poveš, o komu govoriva. Pa veš, kaj sem hotel povedati? No, daj reč. O Brennanu Bragi. Vsi so se nekako vrnili v TV serije. Ja. A samo on se ni vrnil v Star Trek. Ampak on se je vrnil v Orville. Ki ne bova nič o tem rekla. To je še ena serija, ki jo je naredil dejansko človek, ki je full fan Star Treka, skoraj to, kam idva. On je nor fan Star Treka. To je Seth MacFarlane, se pravi človek, ki je naredil Family Guy in pa te TED movie, ki zdaj že kar si nabral konkretno filmografijo, ki je kar stoji, večinoma tako. Ja. Čeprav Family Guy je šel po gobe, ampak še zmeraj obstaja in je nekaj postavil. Risam, ki jaz ne maram. Joj. Sem gledal na par epizod.
2 besede, 3. 3 words, Jure Godler, 3 words. Rick and Morty. To sem zdaj rekel in to je to. V glavnem, o Orvilu bova midva v tem podcastu se pogovarjala. Ampak ne vem, če prihodnjič, ker bova videla, kako bojo zdaj epizode vam prihajale, ker Jure Godler, nova Star Trek serija je zunaj. Ja, Ne, no, sem hotel povej. samo pripomniti. Ja. Par dni nazaj nisem sploh vedel, da je Orwell že. Sploh nisem vedel. In zvečer, ko sem prišel domov, ker nisem čez dan me ni bilo in sem gledal prvi del Orwella. Pazljivo, ne preveč. Ne preveč. Ne vem, kdaj sem nazadnje vzklikal od sreče. Od navdušenja. Od navdušenja. Razen, ko si v Benetkah. Razen, ko Ja. sprejam razglednice. Ne, to pa zdaj narobe razumem. To ste, glede. V glavnem, gre sam nazaj še na Discovery, jaz bi se sam pri eni stvari bi še se ustavil. Ne? Kaj pa ta končni cliffhanger? Končni cliffhanger je meni tako. Jaz opažam, da je danes zdaj v trendi, da se proda sezona serije kot nek film. Očitno. Ja, očitno je to ratala thing. Ampak Star Trek to prvič dela zares. 10 delov antologijsko. Ja, absolutno. Twin Peaks, recimo, Tako, zdaj, je bil 18-uren film. Grozljiv film, ampak je bil. Kaj je še tako narejen? In tukaj so v bistvu zdaj pokazali, kaj. Nekako, ker se do neke mere konc drugega dela zgodba razreši. Mislim, razreši. Saj ta konflikt, ampak se pa nastavlja vojna s Klingonci. Ne? Tako, in ti povejo v bistvu, kaj te čaka v prihodnje. In jaz moram reči, da ko mi čakam 1. oktober, ki bo naslednji del. Ne, res, to je. Ja, male kičas. Pa povej. Ja, ljudje še ne veste. Ne? To je na Netflix. To je na Netflixu, v Sloveniji na Netflixu je Star Trek Discovery. Ja? Sploh nisem vedel, da je na Netflixu. Ja, v Ameriki je seveda to od CBS-a, ker to CBS jemlje zelo resno, ampak za International, ker oni niso prisotni mednarodno dost, ne so dali pa Netflixu. Ne? Tako da na Netflixu je kao Netflix original, ne? Čeprav gre za CBS serijo, ne? Ki je po Ameriki po TV-ju in pa CBS All Access, ki je od CBS-a poskus Netflixa. Sprav neke digitalne. Ampak pač na Netflixu je Star Trek zelo gledan. Tudi ta stare serije so zelo gledane, tako da je bilo to kar kata na mamo. No. Original series je samo remastered gor, ne? Za purista iz Salzburga ni dovolj. Ni dovolj. Jaz gledam Star Trek Animated Series, risanko, na CRT televiziji, ob istem času, ko je bila originalna na sporedu. V soboto. Bolj meni pošlješ slike, ko gledaš. No, screenshot ne, me reče, da te ne pogreje. Da te ne nostalgično vznemiri. Da te nostalgično ne vznemiri. Dobro, da jaz danes te besede iščem. Če sem pa tukaj navdušen. To se pravi, midva sva pozitivno, nova rekla presenečena, ampak s pozitivnimi občutki čakava tretji del, zelo pozitivnimi občutki. Z tako pozitivnimi občutki, kot že dolgo ne. Ja. Še nekaj sem rekel, apropo, ker zdaj lahko primerjava. Ja, nismo imeli še Beyond, ampak lahko pač primerjava. Ne? Kaj se mi zdi, da je pri eni stvari, ki si fan, recimo, če si ena stvari fan, pa sploh ena stvar, ki ima tašno zgodovino, katere si fan. In jaz mislim, da ustvarjalci taki zadev falijo najbolj takrat, ko naredijo, da si ti sam sebe zaveš, fakt sem jaz bedak. Ko se začneš butasto počutiti, napram, tako sem se butasto počutil, ko sem gledal Beyond in si predstavljal tiste movie executives, kako štejejo denar, pa se hihitajo z tistimi vampi pa cigarami. Ne, to imam v glavi, pleška tipa z vampom. Cigara, ki šteje denar, ne vem. To, če šle, tako smo ga dobili, tako kot se bi morali butast počutiti tisti, ki za iPhone čakajo v vrsti. Te sorte buta, ki se tako začneš počutiti, me se takrat falijo. Tlele se nisem butasto počutil. Ta Fuller in očitno tudi Alex Kurtzman, ta, ki je pognal Star Trek na nov, ne, z Abramsom. Ti ljudje imajo očitno res radi Star Trek. Jaz drugega nimam več.
Res. Me zanima, kako bo, ko bom lahko z distanco na to gledal. Jaz sem danes sploh frišen, ker sem danes oba dva dela pogledal, ko tole snimava. Je torek, jutri že ven. Ne. Bom videl, kako bo z distanco, ampak jaz sem toliko vesel. Jaz sem res vesel. Pa tako sem se bal to gledati, ker dejansko sem mislil to pa zdaj. Se ti pravi, tako sem rekel, mene, tako so Klingoni kle mene ošamarili in pokazali, kako je to dobro, glede na un trailer, ker sem videl tisto, moj bog, ne. Ja. Jaz sem tok paf. Ampak si pošten, to, kar si imel prav, zaradi tega, ker si rekel, počakamo. Si rekel, ja, jaz sem rekel, počakamo. Ker sem jaz rekel že, sem gledal. Oh, mislim, da sem prišla do konca te epizode. Mislim, ali še kaj zapovedati. Jaz ne bi šel preveč, res, ne bi šel preveč, mogoče zgodovno, kdaj drugič, polka res imela distanco. Ampak, absolutno. Jaz hočem samo povedati, da edino, kar me je zmotilo, je pač ta lik. Ampak se ti pravi, počakaj na 10 delov, res, ker težko ti prodajo v 2 delih ta glavnega. Težko, tudi Picarda nisi kupil, ta prve 3, sploh po Farpointu. Njega pa takoj, samo da sem ga slišal govoriti. Pa da sem renome videl, da je v Royal Shakespeare. Ja, tebe je kupil takoj, ne, to je dejstvo. Ne rabiš. Kaj pa Janeway, hvala? Kapitanka Janeway, to je pa dobro vprašanje. Pri njej sem pa rabil nekaj časa, ja. Sej mislim, da pa vseh rabaš, veš. By the way, zdaj sem se spomnil na Janeway, pred kratkim sem gledal prvo sezono, Time and Again, mislim, da je epizodo, in ali celo Parallax, oba dela sem gledal, ki je bila na istem DVD-ju. In sem gledal, kako ta ženska v bistvu overacta kot Shatner, in sicer v tistih prizorih, ko je konc acta, ko se nekaj zgodi šokantnega, in po je close na njenem obrazu in usta dol. Ja. Kako overacta, poglej, ko boš enkrat imel šanso, pa imej v mislih, kaj sem rekel. Prav nasmejal se boš. Res bi te pa prosil za admin. Ta podcast je zastonj. www.aparatus.si/podpri. Hvala. Odlično. Dobre stvari so 3. Ne, ful hvala, dajte še kakšno ceno, to res cenva. Pa delte to epizodo, če vam je bila kul, ne? Da lahko poveste, da te prvih že spet 20 minut ni star prekat na vidiku praktično. A imaš ti res tukaj en pripomoček, se pravi, kaj je to mikrofon, kapco od mikrofona, na katero piše Heil. Ja, to je ameriška firma, Bob Heil. Ameriška? Ja, ameriška firma, ja. Ful dobri mikrofoni, ta gre ustvarjalcem upgrade, gre ta, ne? Aha. Tako. Na tega sva prej včasih snemala, sva na Heile, zdaj sva pa na Neumannih. Nisem sploh vedel, da snemam na naci mikrofon. Zelo nesrečen priimek. Pa modelu je ime Bob, kar je pa noro. No. Aha, Bob Heil. Bob Heil. Heil Bob. Ja, to je kar v redu. Jure, reče adijo. Kaj ima pa prihodnič? Jaz bom kar rekel, da 3. del. Beyond. A ja, ne, jojo, prosti. Sorry. Ne. Greva v 3. del. Ja, v 3. del. Se vem, da je težko dojeti nova serija. Da so zdaj nekaj naredila, zdaj pa 100 let načnal. Ja. V bistvu si rešen, Discovery te je rešil Beyonda. Joj, kako lepo. Kako lepo. To mi je všeč, ker sploh ne, jaz isto ne razmišljam. Jaz sem isto imel zdaj tako, kva pa polno znižba, bom imela film, ali kva naredila. Ne, še je serija. Ja, se morajo ljudje to gledati zdaj, ne. Meni Netflix ni delo, ljudje to gledajo. Mislim, kaj je pa bolj dostopno danes kot Netflix pa serije? Res je. To je tisti kreditno jim daš, kaj hoče imeti. In to je to. Deli, kaj češ. Dobro, jaz bom rekel sam še enkrat, wow. Res je. Ti si na Twitterju si še, ne? Ja, tako je. Twitter, Facebook, pa doma, ko sem doma, imam na iPadu Instagram. Sprejemam. Nudes. Ne. V glavnem, jaz sem posoten za to. In sprejemaš tudi nudes. Sploh s tem glasom reči to. Oh, God. V glavnem, adijo. Adijo.